Gospa Marinka Kurelič, iniciativa Tržnice ne damo. Preden se osredotočimo na to, zakaj pravzaprav ste se tudi vi nekako pridružili tej pobudi, temu koordinacijskemu odboru Ekosocialne družbe Slovenije, me zanima, a bi gospodu kolegu Horvatu svetovali, da bi bil naslednji korak kar kakšen protest pred Ministrstvom za okolje in prostor? Mislim, da zaenkrat še zadeva ni toliko dozorela, da bi šli pred v protest. Se pa pridružujem njegovim pomislekom, da naši oblastniki niso vsega naredili, kar bi lahko in kar bi morali. Konkretno, recimo, jaz imam zamero do ministra Podobnika, da se je več ukvarjal z Jorasom, kot pa z prav je, da se je, ampak mislim, da je to stvar Ministrstva za notranje zadeve in zunanjega ministrstva, manj pa ministra za okolje. Boljš bi bilo, da bi se več z okoljskimi problemi ukvarjal, kot pa z Jorasom. Toliko mu očitam. Druga stvar, ki pa je, kapital je začel prevzemati vlogo v našem sistemu, v naši državi. In mislim, da je še čas, da združimo vse moči in se zoperstavimo temu, tej devastaciji naše Slovenije, ker vidimo, da gre v gradbeništvo, vse rodovitna polja se pretvarjajo v parcele gradbene, v ceste, skratka, razsipa se s to našo drago zemeljco. Gospod Horvat je nekako predstavil javno zahtevo koordinacijskega odbora Ekosocialne družbe Slovenije do ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika. Kaj pa lahko povedali do te iste javne zahteve do mestne občine Ljubljana, zaradi nekaterih, kot pravite, ekološko-socialnih problemov prizadetih državljanov Slovenije? No, tudi mestna občina Ljubljana lahko trdimo, da, ali pa rečemo, menimo, da dela v korist kapitala bolj kot občanov. Že s vsem temi predlogi raznih investicij, gradenj, nakupovanj zemljišč za gradbene parcele, da ne govorimo o tem, da o gradnji garaž v centru mesta, kjer je tudi Evropa posegla vmes. Mi smo se najprej sicer zavzemali samo za tržnico, zato da ostane, da tukaj Ljubljančani na tej živilski tržnici edino še lahko kupujejo doma pridelane izdelke oziroma pridelke in imajo otroci še nekaj zdrave hrane. No, zdaj smo šli pa še korak dlje, ne, da dejansko to pomeni garaže pod tržnico bi pomenile večjo onesnaženost, široke pasovne ceste pomenijo več prometa v centre. Skratka, tukaj se dela spet v korist tega prometno-bencinskega lobija, če lahko temu tako rečem, in zato menimo, da tudi ta mestna oblast ne dela v korist občanov, ampak v korist kapitala. Me zanima, kakšno pa vaše mnenje do dveh predlogov, ki bi tudi morda lahko rešile težave, ki jih omenjate. V mislih imam rumene pasove, ki so jih izpostavili Zeleni Slovenije, in pa hidrobus, ki ga je izpostavil gospod Jelinčič. No, mi smo za to, da se ukrepi javni promet, vsekakor, na ekološka goriva. Smo. Za hidrobus? Če je treba tudi hidrobus. Kaj pa rumeni pasovi? Ja, če niso namenjeni benzinskim ampak bili bi namenjeni, se pravi ne benzinskim avtobusom. Ja. Bili bi namenjeni, kakor sem razumel, gospoda Jazbinška, avtobusom in pa tistim, ki bi se prevažali vsaj po 2-3 morda avtomobilih po Ljubljani. Mislim, da je treba ves ta migracijski promet zadržati na obrobju. Samo lokalen promet, to se pravi promet prebivalcev, ki živijo v Ljubljani, bi lahko se odvijal v mestu. Ne? Pa javni promet, jasno, pa intervencijska vozila, normalno, ne? Vsa.